reči, da so strokovnjaki pravilno ocenili, da je ta ozka cesta, to ozko grlo, potrebno razširitve. Strokovnjaki so dokazali številkami, kakšen je prometni tok, kakšno je povečevanje teh prometnih tokov, predvsem iz smeri Tuhinjske doline, stran Črne in seveda proti jugu oziroma obratno. Najbolj pereč ali pa največje kolone smo čutili predvsem v jutranjih urah, pa popoldne v popoldanskih urah v smeri proti Tuhinjski dolini oziroma od juga proti severu. Še posebej pa smo se stiskali, če temu rečem, v koloni z jutranjih konicah proti jugu v ponedeljkih in popoldne, predvsem petek je bil tisti, ki nas je na nek način spravljal po krivce. Še posebej pa smo trpeli eno leto nazaj, ko je minister za promet in zveze dovolil tudi največjim tovornjakom, da se usmerjajo lahko tudi po Tuhinjski dolini. Prav direktor Direkcije Republike Slovenije, gospod Ficko, je bil tisti, ki je spoznal, kakšna zabloda je bila pravzaprav podpis ministra. Ne vem, kdo mu je to, če rečem, potaknil. In seveda gospod Ficko mi je pomagal, ali pa je nam pomagal, da smo te največje tovornjake konec koncev tudi lani jeseni ustavili in da je največji, najtežji promet ustavljen skozi mesto. Investicija je bila zajeta v 4 proračunskih obdobjih državnega proračuna, kajti vrednost celotne investicije je okoli 2 milijona 300, več kot polovico je dala država, Ministrstvo za promet in zveze, oziroma njihov izvajalec ali tisti, ki so peljali postopek, torej Direkcija za ceste. Vemo, da ne gre samo za širitev obvoznice na 3. in 4. pas, ampak gre tudi za izgradnjo nove kolesarske steze, pešpločnika, javne razsvetljave, v pločniku in kolesarski stezi pa je bilo potrebno dodati tudi nove vodovodne cevi, kanalizacijo in vse, kar je potrebno tudi za nadaljne širitve morebitnih infrastrukturnih objektov. 4 proračunska obdobja, je približno 80 metrov kamniškega oziroma zidu v Kamniški Bistrici tudi padlo v Bistrico in tudi tu je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, kjer je Ministrstvo za okolje in prostor prispevalo 75 tisočakov, cel zalogaj tega zidu pa je bil okoli 120 tisoč evrov. In ko je bila cesta tako rekoč že dograjena, razširjena, je seveda bilo potrebno tudi pripraviti javni razpis za zavarovanje brežin, kajti vemo, da je Starograjski hrib zelo nevaren, tako da je eden od razpisov ni bil uspešen, pravzaprav en od izvajalcev se je pritožil, tako je, da je šele konec lanskega leta podjetje Puh lahko namestilo te mreže na brežino in tako da je tudi ta cesta bolj varna, da nevarnost skal, dreves tega gradu, oziroma z tega hriba ni več. Naj se v tej priložnosti zahvalim vsem izvajalcem nadzoru in seveda tistim, ki so sodelovali pri tem projektu, še posebej pa zagotovo tudi Direkciji za ceste, direktorju in njegovim sodelavcem, ki so pripravili trenutek, torej končali ta investicijski zalogaj, ki je eden večjih v naši občini v zadnjih nekaj letih. Dokaz temu, da je potrebno kar nekaj let, da se najprej projektov pripravi vse do gradnje in potem tudi realizira. Ob koncu še tole, to je pravzaprav ena največjih otvoritev v letošnjem občinskem prazniku, ena zadnjih otvoritev in upamo, da bo v prihodnjih letih še kaj tako velikih, nekaj pa je vendarle treba reči. Zadovoljni smo, predvsem pa vozniki in upam, da bo tudi ta cesta bolj varna, kot je bila doslej. Končno dokončano severno obvoznico mesta Kamnik, ki upam in verjamem, da bo doprinesla tudi k boljši prometni varnosti na tem področju in s tem tudi večji bivalni kulturi in prijetnosti bivanja v Kamniku. Župan je povedal, kako dolgo se je ta cesta izvajala. Pred nekaj leti, točno 10 let od tega, kar je prišla prvič v proračunske dokumente in nekako lahko ugotovimo, da smo cesto z današnjim dejanjem, z današnjo otvoritvijo zadnjih 700 metrov pripeljali k koncu. Veseli smo tudi, da smo uspeli razrešiti problem tranzitnega tovornega prometa skozi Kamnik.
ki še lansko leto predstavljal velik, pa tudi nerazumljiv problem, kakor je tudi gospod župan omenil. Vendar dobra volja, razmišljanje in na nek način skrb za najšibkejše udeležence v prometu, za katere tudi danes odpiramo to cesto, kajti pretežno za njihovo varnost je namenjena ta cesta, ne glede na to, da bodo uporabljala motorna vozila, smo uspeli, da smo nekako to središče in tudi samo Motniško dolino rešili težkega tovornega prometa v tisti meri, kolikor je to bilo možno. Zagotavljam vam, da bo Direkcija za ceste tudi v naslednjih 2 letih pripravila niz ukrepov, predvsem za najšibkejše udeležence, se pravi izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez, prehodov za pešce, ki bodo v smeri proti Štajerski omilili življenje ljudi, ki živijo ob tej še vedno zelo prometni cesti. Danes ima ta cesta preko 7000 vozil na dan, kar je izredno velika obremenitev za takšen nivo ceste.